63. pravilo interneta pravi, da za vsak lik enega spola nastane tudi različica drugega spola. In če uradna verzija ne obstaja, internet hitro poskrbi, da temu ni več tako. Razvijalci Insomniac Games so se tokrat odločili prehiteti Tumblr ilustratorje in nam sami servirati čisto pravo žensko ekvivalento galaktičnega lisjaka in njegovega robotskega pajdaša. Glavni liki najnovejše igre v franšizi Ratchet & Clank Rift Apart so torej štirje: Lombax Ratchet, galaktični mehanik, ki občasno rešuje vesolje, Rivet, njegova ženska ustreznica iz druge dimenzije, ki se bori proti mehanskemu tiranu, ter nekdanja morilska robota Clank in Kit, ki opravljata funkcijo straightmana v zgodbi in sta, kakor je za robote navadno, včasih še preveč robotska. Po osebno klavrnem Ratchet & Clank rebootu iz leta 2016 je z najnovejšim naslovom Rift Apart franšiza ponovno zapeljala na stare tire. Vrnilo se je navihan vzdušje v svet in življenje v like in vrnila se je prvotna zgodba, ki se nadaljuje z začetka zadnje igre v Future sagi Ratchet & Clank Into the Nexus. Po okvari pištole Dimensionator postanejo svetovi nestabilni, galaktična heroja pa sta ločena. V iskanju drugega oba srečata in spoznata nove pajdaše iz vzporednega sveta, v katerem sta pristala, ter se z njimi združita, da odpravita časovno-prostorsko neravnovesje. Zgodba nam servira humorne izjave likov, akcijo in adrenalin, ter na določenem nivoju tudi strah in napetost. K ustvarjanju ustreznega vzdušja močno pripomore glasba, ki se zliva z dogajanjem in napoveduje temo novega planeta ali vhode zlobnežev. Internet že mima neverjetno nalezljivo Nefariousovo pesem Join me at the top, ki jo lahko slišimo v odjavni špici. A za izjemen nastop, zgodbo in glasbo so zaslužne izjemne osebe. Ratchet & Clank Rift Apart zasedba je neverjetna. Za glasbo je poskrbel dolgoletni dinamični duo, ki ga sestavljata frontman ironične rock skupine Devo, Mark Mothersbaugh, ter japonski skladatelj in dirigent Wataru Hokoyama. Skupaj sta ustvarjala glasbo za 2 Lego filma, Hotel Castlevania 3, Thor Ragnarok in številne druge uspešnice. Za vokale pesmi Join me at the top in seveda glas tesarja Nefariousa je zaslužen britanski sinhronizatorski mit Robin Atkin Downes, ki je zmožen iz sebe izvleči vse od ameriških surferjev do japonskega profesionalnega morilca z lasersko sabljo. Z njegovim neverjetnim seznamom kariernih dosežkov se lahko kosa le Jennifer Hale, glas Rivet, ki je v igričarskem svetu najbolje poznana kot Femshep iz sage Mass Effect, Naomi Hunter iz serije Metal Gear Solid in Calamity Ash iz Blizzardove streljačine Overwatch. Besedila v igri sta pripravili Lauren Mee, nekdanja piska za Telltale z igro The Walking Dead The Final Season, ter Sam Maggs, poznana po knjigi The Fangirl's Guide to the Galaxy in stripih Marvel Action Captain Marvel. Likovjo življenje podelila ekipa glavne animatorke Lindsay Thompson, ki je del Insomniac Games kolektiva že od leta 2013. Gameplay Rift Apart sledi standardni Ratchet & Clank formuli. Rivet ali Ratchet se odpravita na izbran planet, z enim izmed 2 robotkov, ki jo spremljata, tam poiščeta to, kar potrebujeta za nadaljevanje pripovedi in nato ponovita zgodbo. Svetovi, ki obiščeta, so izjemno raznoliki in zajemajo vse od peščenih sipin do futurističnih metropol. A tekom zgodbe se ne premikamo le po različnih svetovih, ampak tudi po različnih dobah. Nekatere uganke je namreč mogoče razvozlati le tako, da se premaknemo v prostoru in času. Če se nam določene zagonetke zdijo še posebej nadležne ali brezpredmetne, kot meni, kot so na primer Clankovi obiski verjetnostnega sveta ali uporaba hekerske umetne inteligence Glitch, jih lahko preskočimo. Igra je lepo prilagojena tudi za začetniške igralce, ki na lažji težavnosti nimajo le več življenja, ampak tudi poenostavljeno shemo inputov. Kakor se za Ratchet & Clank spodobi, tudi v najnovejši igri zbiraš matice, zlate vijake, oklepe spybote, rariterijem in čisto nove lorbe. Z njimi nadgrajuješ orožje, izbiraš kozmetične prilagoditve in si pridobivaš dodatne informacije o zgodbi. Ti zbirateljski predmeti niso nujno potrebni za napredovanje, so pa dobrodošli za vse, ki si želijo več raznolike vsebine. Če slika pove 1000 besed, potem je ta igra grška epopeja. PlayStation 5 zmožnosti v kombinaciji s HDR zasloni pričarajo živahen in barvit, predvsem pa neverjetno bleščeč svet. Ponovno moramo poudariti izjemno animacijo, ki ostaja na nivoju skozi celo igro. Dizajn likov in njihove premikanje gredo z roko v roki. Dr. Nefarious, na primer, ima kljub svojemu kovinskemu telesu zelo plastične gibe in izjemno ekspresivno obrazno mimiko. Na splošno so tudi v boju gibi junakov tekoči in se zlivajo iz ene v drugo animacijo. Akcija teče dalje tudi, kadar kupujemo izdelke v orožarni, na začetku kinematografskih segmentov pa se likom umakne čelada, da lahko sledimo njihovemu izražanju. Ko
Ko se scena prelije iz cinematike nazaj v igro, se to zgodi brez prekinitve ali nalaganja. Nekaj rezov sicer ostaja, predvsem, ker je dogajanje ločeno med različnimi liki na različnih krajih. A prvi občutek, ki nam ga je igra vzbudila, je podoben tistemu, ki ga je pričaral God of War leta 2018. Tukaj bi morda izpostavili sceno, ki je na nas naredila zelo velik vtis. To je sekvenca, ki vzbuja občutke in reakcije podobne vožnji z vlakcem smrti. Rive drsi po tirih, ki so speljani med pečinami ogromnega kanjona, vmes pa jo gigantski robot želi ujeti in zmastiti. Celotna scena je izjemno dinamična, tekoča in zelo lepo režirana, da težko najdemo primerjavo v kakšni drugi igri. Rift Apart v celoti izkoristi vse, kar ponuja konzola najnovejše generacije. Najprej je tukaj ločljivost. Igro lahko igramo v fidelity načinu, s 4K ločljivostjo in hitrostjo 30 sličic na sekundo, ali v načinih performance in performance ray tracing, ki delujeta z nižjo osnovno ločljivostjo, a nudita 60 sličic na sekundo. Igra podpira tudi visok dinamični razpon, zaradi katerega se, kakor še povedano, svet kar blešči. DualSense PlayStation 5 plošček, Tempest Engine in namenska strojna oprema za sledenje žarkom skrbijo za napredne haptične povratne informacije, 3D prostorski zvok in učinke sledenja žarkom v realnem času. Omeniti moramo tudi povečano procesorsko moč PlayStation 5 in SSD disk, ki omogočata, da igra vključuje več NPC-jev, sovražnikov, vizualnih učinkov in predmetov kot prejšnji naslovi. Izboljšave v zasnovi igre bistveno zmanjšajo čas nalaganja pri skakanju med svetovi, a to je skupna točka vsem Ratchet & Clank igram. Posebej bi poudarili, da nam igra ponuja ogromno mero prilagajanja nastavitev. DualSense plošček razširja dogajanje na ekranu tudi v naš oprijem. Med igranjem nad zvočnimi namigi in tresljaji opozarja na nevarnosti, a tudi pozitivne učinke, ki jih morda ne opazimo, kot je polnjenje življenja. Dodatno upravlja tudi trdoto stranskih gumbov, a brez skrbi. Če imate tudi vi bistveno premalo mišic v roki za pritiskanje na trde gumbe, lahko v nastavitvah prilagodite ali popolnoma izključite haptični feedback. Zabavali smo se tudi z načinom slikanja, ki prav tako nudi celo paleto opcij in nastavitev od poziranja heroja do okvirjev za sliko. In kakšna je naša končna ocena? Ratchet & Clank Rift Apart je neverjetno dodelana igra, ki čudovito izkoristi vse, kar ima PS5 za ponuditi. Čeprav je zgodba na momente dolgočasno predvidljiva, verjamemo, da se tehnica kateregakoli kritika prevesi zaradi brezhibne animacije likov, njihove ekspresivnosti, izjemne kinematografije, glasbe in dejstva, da ena izmed pištol spremeni nasprotnike v grme.